Dobro jutro, ura je 7, moje ime je Matej, sem pa na Colu, kjer se začenja pot po robu Trnovskega gozda s pogledom na Vipavsko dolino. Tole tura imam v mislih že nekaj časa, ampak ne samo do Predmeje, ker je zame teh 14 kilometrčkov malo premalo. Nadaljeval bom Nečaven, do Kucla in še naprej. Kaj mislite, do kam pridem? Koliko kilometrov bom naredil? Napišite v komentar. Ter stisnite like ter gumb na roči se, če mislite, da sem dovolj nor, da bom skušal priti do Gorice. Dan bo lep, sicer je pred nekaj dnevi snežilo, tako da upam, da ne bo preveč snega, blata ter burje. Zdaj pa akcija! Pot po robu je lepo označena s temi rumenimi markacijami, tu pa so tudi te klasične slovenske, ta del poteka po slovenski planinski poti. Takoj na začetku pa že ogrevanje na najvišji vrh v tem delu med Colom in Predmejo na Kolk 961 metrov. Za mano je približno 2,6 km, 300 višincev, tole je Kolk. V nadaljevanju bo več spusta kot vzpona proti Otliškemu oknu. Ja, in proti Čavnu ter Kuclu, očitno tudi tam na najvišji točki pohoda, nekaj čez 1200 metrov, snega ne bo. Tole je Vipavska dolina, z Vipavo, Gradiška tura in Nanos sta v ozadju, pred mano pa tale lepa razgledni greben nad Ajdovščino v smeri proti Otliškemu oknu, Čavnu, Kuclu. Samo še sonce manjka. Po skoraj 8 kilometrih je pred mano Otliško okno, oziroma kot bi rekli domačini iz Vajdušne, Otlišk oken. Najbolj zanimiva točka na tej poti po robu. Lepa poldnevna tura je tudi vzpon iz doline, torej od izvira Hublja na Otliško okno, lahko pa se podaljša še tjale zadaj v notranjost na Sinji vrh. Po 3 urah hoje, 400 višincih in skoraj 10 kilometrih, končno je čas za malico, pravzaprav pozen zajtrk, tule pri Otliškem oknu. Večinoma je sicer tale pot malo gor, malo dol, predvsem po ravnem, no, tik pred Predmejo pa je treba še malo gristi kolena v tale klanec.
je že kar precej za mano, dobrih 12 km. Tamle se vidi Sinji vrh in cela ta pot po robu, tole je Dovski maj, zdaj se še spustim do Predmaje, potem pa navzgor proti Koči na Čavnu. Pa je pot po robu za mano, vsaj ta uradni del od Cola do Predmaje. Potreboval sem 5 ur z vsemi postanki, same hoje za kakšne 4 ure, naredil sem dobrih 14 km, 590 višincev navzgor in dobrih 300 navzdol. Zdaj pa pičim naprej na Čavnsko planoto, kar po direktni poti iz Predmaje do Koče na Čavnu. Sicer je bolj zanimiva, bolj razgledna srednječavnska pot, ampak za tisto bi se moral spustiti do tunelov na cesti na Predmajo, ampak danes ne dodajam višincev, temveč kilometre. Nekaj korakov do Koče na Čavnu, fantastičen pogled je bil zdaj na tole pot po robu gore. Tale vzpon pa je bil malo matranje, 360 višincev, približno ura 3 km, malo sem že čutil stegenske mišice. Zdaj lepo upam, da je Koča odprta, da bo kaj malice. Danes sem že osvojil nekaj kucljev, zdaj pa še kucelj z veliko začetnico, 1237 metrov. Najvišja točka tega pohoda je sicer Koča na Čavnu, 1242 metrov. Kucelj pa je od Koče oddaljen še dobre pol ure. Počasi mi zmanjkuje baterij, na velikem robu sem, tamle dol je kucelj, za mano je 23 km ter 1150 višincev. Zdaj se bom spustil do Vitevelj, kakšne 2 uri za sestop, potem pa bo dovolj tele nore ture.
roba se ta razgledna pot po robu gore in Čavna konča, tako da je sestop proti Vitovljam kar en tak lep naraven zaključek tele ture po obronkih Trnovskega gozda. Vzela mi je skoraj 11 ur, ampak s precej postanki naredil sem 27 kilometrov. Ja, ni slabo, mislim, da mi je šlo kar v redu. Hvala, ker ste gledali do konca. Danes sem že osvojil nekaj kuclov, zdaj pa še kucelj z veliko začetnico, ki je tule 1000